Kaj se zgodi, če je ob podelitvi zlatih priznanj in nagrad na odru skorajda pol dvorane? Zasluženi aplavz je nekoliko skromnejši. Prešerno razpoloženje in zadovoljstvo udeležencev pa zato nista nič manjša. Vsaj tako je bilo včeraj v Škocjanskem kulturnem centru na sklepni prireditvi, tokrat že 15. ocenjevanja in razstave kruha. Tradicionalno in že lep čas ne več zgolj društveno ocenjevanje in razstava kruha, ki so jo članice Škocjanskega društva podeželskih žena tokrat prvič pripravile v novem hramu kulture, je že drugo leto zapored zaznamovala rekordna udeležba. Letos smo prejeli v ocenjevanje 131 hlebov. Od tega smo podelili 15 bronastih, 26 srebrnih, 90 zlatih, od tega pa so bili kar 4 hlebi ocenjeni z vsemi možnimi točkami. Letos smo prvič ocenjevali 3 komisije, na srečo, ker je bilo kruhov res veliko, 131 je kar za 2 komisije zelo veliko za oceniti, ampak se vidi, da upoštevajo naše nasvete in so kruhi res izjemni bili, res vse pohvale. Vsi najodličnejši med mnogimi izvrstnimi in vsega občudovanja vrednimi doma spečenimi hlebci so bili pripravljeni v Škocjanski občini. Kruha sem že ogromno spekla. Tudi moja dejavnost narekuje temu, da pač ga veliko pečem. Zelo rada se pa udeležujem ocenjevanja kruha, vedno pa izzivam z nečem. No in letos mi ta izziv zelo uspel. Spekla sem pa pisani kruh z bučnim oljem in bučnimi semeni. Na ocenjevanje hodimo v Cerkvi Škocjan že 7. leto, kar se začel peči kruh in od takrat se stalno nek srebrna zlato medaljo odvesta, da bi bile pa vse točke, pa še ne bilo. Odličen vinogradnik in salamar si je najvišjo možno oceno prislužil s čebuljnim kruhom, tako kot dolgoletna udeleženka škocjanskega ocenjevanja z mnogo lepimi osvojenimi priznanji. Ne vem, po moje so bile večina zlate, sicer to je že tretja z vsem možnim točkam. Ena od teh je bila tudi v Beli cerkvi, tako da sem kar zadovoljna. Drugič zapored pa je vse možne točke, tokrat za ajdov kruh z orehi, osvojila 84-letna Jožefa Tršinar, ki ni manjkala na nobenem domačem ocenjevanju. Ja, veliko mi pomeni to. Ja, ker človek celo življenje se s tem peča in prajtaš, da je nekaj priznano. Najstarejšo članico društva še posebej radosti, da je svoje znanje uspešno prenesla na mlajše rodove. V širši družini so se na ocenjevanju namreč razveselili kar 7 zlatih priznanj.